En dober večer vsem skupaj. Mislim, da ne gre za neko tako preprosto zadevo, ampak mislim, da bi se to, kar se danes dogaja, moglo praktično dogajati v vsaki šoli. Ampak k temu bi bilo treba pristopiti verjetno tudi sistemsko, kajti, bom rekel, vizualna kultura je sigurno del, bom rekel, edukacije, ki je nekako kar malo zamrla, je skoraj izginila, bom rekel, z našega repertoarja dojemanja prostora. In ta estetska vzgoja v tem smislu je danes na nek način pomanjkljiva. Zato je taka zbirka lahko zelo dragocena, nagovarja mlade ljudi, ki so danes drugače usmerjeni, pravzaprav so v nekem digitalnem svetu, nekako jih čas bremeni z ogromno smetmi, ki prihajajo iz vesolja. Koncentrirati se pa na likovno delo, je pa to eno drugo dejanje in tukaj imajo varianto, da na teh hodnikih nekako popivnajo vase, bom rekel, ta naša razmišljanja, ki smo jih podarili, skoraj 100 del je tukaj danes, tako da upam, da se jih bojo tudi v bodoče, bom rekel, dotaknila in da bo zbirka dejansko neke vrste vzorčni primer, kako se lahko v šoli uredi, kako se lahko tudi poučuje estetska vzgoja v likovni smeri. Tako da tukaj mislim, da smo naredili en tak premik. Jaz se srčno zahvaljujem vsem našim ustvarjalcem, ki so donirali dela. Kajti, veste, to bom rekel danes donirati, vse je na trgu, ne? Vse je na trgu. In bom rekel, donirati, mislim, da je pa eno zdravo dejanje, da se doprinese mogoče tam, kjer je dejansko družbeni manko. No, in prav take zbirke didaktičnega karakterja so ta manko. V to bi se bilo treba zazreti verjetno tudi v prihodnosti. Zato je pa tudi, hkrati pa mislim, da ima še eno drugo edukacijsko vlogo, to bojo tisti gledalci, te dijaki, ki bojo te stvaritve si ogledovali, ne vede jih bojo nesli s sabo. Ko bojo šli 10-krat mimo, se jim bo nekako, bom rekel, nek pomislek ob slikah le utrnil v njih same in mislim, da bo to dobra popotnica za naprej, tudi k vzgoji, kako gledati sliko, na kakšen način. Tukaj na tej šoli imajo tudi izreden pedagoški kader, ki, bom rekel, tudi skrbi, da je likovna kultura na zavidljivi ravni in to je eno z drugim zelo pomembno. Hkrati moram reči, da smo to donacijo naredili, to je en prvi akt nekako praznovanja 40-letnice našega društva in upam, da naslednje leto, ko bomo v tem letu kompletnem praznovanja, bomo še kakšno stvar, bom rekel, pripravili, ki bo recimo zadeva presenečenja. Radi delate dobro, tudi tokrat se je na gimnaziji Franceta Prešerna to izkazalo. Ja, moram reči, da se vedno z veseljem odzovem povabilu, še zlasti tistim institucijam, kjer nekako ni možna investicija v likovna dela in je to nekako edini način, kako lahko pridejo pač do neke opreme, likovne opreme prostorov. No, v tem primeru moram reči, da gre še zlasti za mlade, za dijake, kar se mi zdi še toliko bolj pomembno, kajti zelo pomembno je, da se mladi že v čim bolj ranih letih srečujejo z umetnostjo, kajti le na ta način postanejo tudi kasneje obiskovalci raznih likovnih prireditev, likovnih razstav in konec koncev tudi zbiratelji. Tako da je lepo, da se to neguje in mislim, da je to nekje idealna institucija, kjer se lahko pač dijaki seznanijo tudi z likovno umetnostjo in pa tudi z drugimi zvrstmi in na ta način obogatijo svoj notranji svet in pa pogled na življenje. Kakšno leto je za vami in kaj si obetate od zadnjih dni tega leta? No, jaz moram reči, da sem zdaj že v intenzivnih pripravah za moje prihodnje razstave.
Za prihodnje leto pripravljam večjo pregledno razstavo v Gorenjskem muzeju v osrednjih galerijah. Ta razstava bo kasneje na ogled tudi v Radovljici, v Šivčevi hiši, v Kamniku, Malešivi galeriji in pa tudi na Ptuju. Kasneje pa se seli tudi v mednarodni prostor, tako da pogovori že potekajo. Jaz pa v bistvu nekako poskušam čim več časa preživeti v ateljeju, kajti ustvarjanje zahteva svoj čas, izjemno veliko časa, nek poglobljen odnos in je treba kar precej časa temu nameniti, tako da je to zdaj pač trenutno neka moja preokupacija. Naj vam bo uspešno, pa še mogoče, ko bo kmalu konec leta zbiramo novoletna voščila, mogoče izrazite še svoje želje. Ja, prihajamo v veseli december, lahko rečem, da je že današnji večer neki uvod v to praznično vzdušje. Tako da jaz vsem skupaj želim zelo lepe predpraznične dni. Imejte se radi, pa kolikor vam čas dopušča, seveda ste vabljeni tudi na ogled v kakšno galerijo, da spoznate svet umetnosti in ga približate tudi drugim, morda tistim, ki imajo mogoče malo manj priložnosti, da se s tem seznanijo, in čim lepše v veseli december, kot tudi v prihodnje leto. Dobrodošli v Kranju, lepo je, da umetnost približamo tudi v šolo obveznim otrokom. Zelo pomembno se mi zdi to, zato se mi zdi ta projekt velika dodana vrednost. Po eni strani zato, ker izhaja res iz lokalnega okolja, kjer so lokalne umetnice in umetniki prepoznali to vrednost, kako je, če šolam podarijo svoja dela, ker jih gleda drugačna publika, z drugimi očmi, z mladimi očmi, ki je šele tista, ki se oblikuje v posameznice in posameznike, in če jim približamo umetnost v tem pravem času, potem zagotovo je lahko dodana vrednost bistveno večja, kot če jo odkrivajo šele kasneje v odrasli dobi. Gimnazija Franceta Prešerna slovi po dobrih športnikih, upam, da bo to vzor tudi, da bodo dijaki videli, da je potrebno tudi večji poudarek dati na umetnost. Šport je seveda pomemben in ponosni smo na vse uspehe dijakinj in dijakov gimnazije Franceta Prešerna, ki so res dosegli svetovne vrhunske rezultate, ampak šport se ne izključuje z umetnostjo, in če znamo na ta način oblikovati osebnost, da je odprta za vse vidike našega življenja, torej gibanje na eni strani, učenje, torej tako seveda naravoslovje, družboslovje na drugi strani in umetnost, tista, ki vendarle gradi na drugačen način, ki ga z nekimi dejstvi, z učenjem ne moremo pridobiti, ampak z opazovanjem, s sodelovanjem, s to dovzetnostjo, ki si jo razvijamo, to in potem lahko rečemo, da se razvijamo v celovite osebnosti. Torej ima Kranj potencial za Evropsko prestolnico kulture? Tega seveda ne morem komentirati, ampak potencial zagotovo ima. Kranj je kulturno mesto in se mi zdi fino, da se je povezal tudi z drugimi gorenjskimi občinami in na ta način seveda skuša izoblikovati svoj kulturni program prihodnosti, in zakaj pa ne bi kandidiral tudi za Evropsko prestolnico kulture. Gospod župan, vsekakor podpirate, da se umetnost približa tudi šolam? Ja, sigurno navdušen sem nad današnjim nastopom dijakov gimnazije Franceta Prešerna, navdušen sem nad umetniki, ki so darovali vsa ta dela, in navdušen sem seveda tudi nad ravnateljico in pa njeno ekipo, da tako rečem, dedigitalizirajo našo mladino, tako da resnično enkraten dogodek za Kranj. Kranj je mesto kulture in ponosni smo lahko vsi, da živimo v mestu, ki je tako prepleteno s kulturo. Na tej šoli ne bodo samo odlični športniki, ampak tudi umetniki. Tako je, tukaj je res proizvodnja, da tako rečem, odličnih športnikov, poznanih po celem svetu, in ravno gimnazija Franceta Prešerna je zaradi njih ponesla slavo Kranja tudi po celem svetu, in zdaj priključujemo še ta kulturni dogodek, tako da res Kranj je resnično mesto, v katerem je lepo živeti.